V drugem delu prvenstva je Koper na svojem štadionu še vedno brez zmage, Aluminij pa je na zadnjih tekmah prikazal nekoliko boljšo igro pod taktirko novega trenerja Edina Osmanovića. Koprčani še vedno brez zmage, torej v drugem delu prvenstva, ampak tale dvoboj so začeli veliko bolj odločno, najprej že Vratnica, potem le poskus daleč, v 5. minuti Štulac je streljal in nato še enkrat Štulac v Vratnico. V 13. minuti še poskus Davorja Bagariča, tudi tokrat zadetka ni bilo, potem pa morebitna igra z roko v gostujočem kazenskem prostoru, 11 metrov, ki ni bilo. Aluminij pa je prišel do še ene priložnosti na drugi strani, Kureš je tokrat stresel Vratnico. Nato pa še ena priložnost za Koprčane in končno tudi zadetek. Bradašija je stresel Vratnico, žoga pa se odbila do Mendija, ki je pospravil žogo v prazno mrežo in popeljal Koprčane do minimalne prednosti. Do konca prvega dela nevaren tudi Aluminij, najprej je meril Topolovec in odličen strel, ki pa ni končal v golu, nato je zgrešil tudi Robert Kureš in še zadnja akcija prvega polčasa, napaka v obrambi Aluminija, takole pa je prišel do zaključka Ivan Brečevič, preigraval je in streljal, na pravem mestu pa gostujoči vratar Murko in polčas je končal z izidom 1:0 za domače nogometaše. Začetek nadaljevanja in rdeči karton za Emirja Hodžuro, z igralcem manj je moral tekmo nadaljevati Aluminij, drugi rumeni karton za gostujočega nogometaša in prednost igralca več za Koprčane. Do konca tekme je bilo še kar nekaj nevarnih kombinacij, najprej Brečevič, potem poskus Črnica za Aluminij. Najlepša priložnost gostov, vendar Nenezič je žogo uspel izbiti. Do naslednje priložnosti za Koprčane je prišel Štulac, nato pa še ena kombinacija in poskus oddaleč, spet na pravem mestu Tomaž Murko. Koprčani pa niso popuščali, imeli so igralca več in gol prednosti, najprej Mendi prvič, drugič Mendi in potem še en poskus, na pravem mestu pa vedno Tomaž Murko in Aluminij se je tokrat rešil. Nato pa čudovit zadetek za Koprčane, zadev je Davor Bagarič, lepo je izvedel prosti strel in premagal Murka za povišanje prednosti na 2:0 in takole posnel pajčevino iz gola nasprotnikovih vrat. Koprčani so imeli še naprej lepo prednost in to so tudi unovčili. Dolga kombinacija Kanačkov po desni strani, pa je na koncu žoga prišla v kazenski prostor, zgrešil je Mendi, žogo pa je na koncu v mrežo pospravil Ivan Brečevič in povišal na 3:0. Aluminij je prišel do lepe priložnosti za vsaj častni gol, dobra kombinacija Drevenška in Kureža, na pravem mestu Hadžič in še zadnja kombinacija Koprčanov, Matej Pučko je bil tisti, ki je streljal, a na koncu nekoliko slabše zaključil in ostalo je pri lepi zmagi Kanarčkov prvi v drugem delu prvenstva in zdaj se je začel boj za tretje mesto za nogometaše Kopra.